Ko sva se ločila, se je meni svet povsem podrl in tudi iz relativno pridne punce, ko sem bila pred njim skozi pridna, skozi taka angelček, so se začeli divji časi žuranja, one night standov in tudi vse mi je bilo za vse. Vse mi je bilo, če sem koga prizadela ali pa ne, ker pač me je takrat konkretno prizadelo to, ja. Pred letom dni pa se je Nina odločila narediti eno veliko spremembo v svojem življenju, na kar je upravičeno zelo ponosna. Ja, izgubila je 40 kilogramov, zato je potrebna kar močna volja, tako da bravo, Nina. Mene te moje dodatne kilaže sploh nisem motile. Jaz sem to zelo dobro nosila, skoraj kjerkoli sem hotela, sem dobila, ker pač sem malo bolj se pokazala in vse to in znala sem se nasmehati, koketirati. In pač takrat sem fante bolj kot ne redno menjala, to noben ni zdržal večkrat, oziroma jaz z njimi nisem zdržala. Mislim, očitno je, da nekaj delam narobe. Še zmeraj me privlačijo te mogoče malo bolj bad boyi, ko vem, da so mogoče fizično ali pa pač mentalno, čustveno, kakorkoli že nedostopni, ko vem, da bom imela neke probleme z njimi. Marsikateri moški me vidi kot neko igračko v spalnici, bi tudi rekla lahko, ker sem dosti seksualna oseba, pač tudi mi seks veliko pomeni in jaz sem tudi dobra. Ja, pa tudi Nina je že bila prevarana, zaradi tega tudi ona težje ljudi spusti k sebi, težje jim zaupa in potom mora biti z njo kar potrpežljiv. Imam verjetno dosti velike probleme z zaupanjem. To je mogoče se že zgodilo pri moji zadnji resni vezi, kjer sem bila prevarana in od takrat naprej je zaupanje padlo in noben do zdaj nekako še tega zaupanja pri meni ni spremenil. Bi rekla, da pogrešam moškega, ampak bi pa tudi rekla, da sama sebi tega nočem priznati. Ampak to tako pogrešam, da ko grem na kakšen izlet, da bi grem, mogoče na en hrib, da bi imela tam nekoga zraven, ki ga bi lahko na vrh hriba objela, poljubila, da bi lahko z njim delila to lepoto okoli sebe. Še vedno verjamem v ljubezen in še vedno verjamem oziroma vem, da je zunaj nekdo, ki je pravi zame.